Naš gost. Dober dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v družbi oddaje Naš gost, ki jo tokrat pripravljam Maja Morela. Ob meni v studiu pa živahna, iskriva, igriva, na trenutke tudi z glavo nekoliko bolj nad oblaki po eni strani, po drugi strani pa trdno stoji na zemlji v svojem poslanstvu profesorice biologije na gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani. Mihaela Terkov, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljena, Maja. Lahko bi si mislili, da kot biologinja prisegate na dokaze, kar je tudi prav in tudi to mora biti, ampak vi si upate pokukati tudi na drugo stran, na stran umetnosti, poezije, duhovnosti, kjer pa dokazi niso tista glavna točka, ampak prevladujejo čustva. Kako to? Ja, jaz mislim, da že od malih nog me je res vse zanimalo in sploh potem v odraščanju sem zelo rada šla na obrobje. Tam je pogled torej širši, srečuješ zelo različne ljudi. Sploh, če greš še malo nazaj, v otroštvu sem se zelo rada družila z starimi ljudmi. Mogoče sem tisto modrost vpijala v pogovoru z njimi. Tako da spomnim se, ko sem šla k stari mami za počitnice na Juršče, to je taka vasica več kot 800 metrov visoko. Najprej, ko sem prišla, obiskala enega gospoda, ki je imel 90 let. In jaz sem ga poslušala in spraševala in tako je bilo res. Pa vem, ena gospa, ki je v vedrih, 2 vedri je imela in je z vlakom v bistvu prinesla ribe v teh 2 vedrih in prodajala. In jaz sem jo potem vedno počakala in še kaj pomagala in potem sva se usedle v travo. Mislim, to so spomini, ki ostajajo in zame se je ustavil prostor in čas in enostavno sem prisluhnila vsem tem zgodbam. In tako se moram reči še zdaj, imam zelo rada ljudi in tudi rada pomagam tistim, ki so velikokrat seveda neopaženi ali pozabimo na njih, kar pomeni sva v domu ostarelih, kjer imam tudi teto, ali pa recimo v šoli, mogoče dijaki, ki imajo stiske in res sem vesela, če se obrnejo, torej da me poiščejo in je prišla ena dijakinja in je rekla, bolje se počutim in hvala za pomoč. To me bogati. Vi jim pomagate, oni pa, bogatijo na nek način vas. Kaj se naučite od njih? Vsa ta komunikacija je seveda vedno dvostranska, Dijaki in sploh bom rekla ljudje, ki jih opisujem, mislim, da me mehčajo. Odpirajo mi mojo srčno čakro, to se pravi srce. In seveda ta odprtost, če smo odprti, ko odpremo srce, ko imamo to kmečko zdravo pamet, potem seveda smo svobodni in lažje opazujemo, zaznavamo, izmenjujemo. Rekli ste, da obiskujete tudi domove za starejše in tudi to je del vašega prostega časa, ko niste v šoli, so vaši popoldnevi locirani tudi na takšnih krajih. Pa me zanima, ni to morda ravno za večino ljudi najbolj običajen kraj, kjer bi preživljali svoj prosti čas? Kako ste se našli v tem, da ste začutili to? V bistvu se je mogoče bolj začelo, ko sem opravljala delavnice v sklopu hospica. Kako ste pa navezali stik s hospicem? Ja, prijavila sem se kot prostovoljka in sem tudi, torej tale pesniška zbirka ima na začetku zapis o flori. Torej poslušalci ne vedo, ampak ste tudi napisali svojo pesniško zbirko, ampak o tem malo kasneje še. Morda bi vas vprašala še, kaj je bil tisti vzgib, da ste se prijavili kot prostovoljka pri hospicu? Torej smrt kot taka, od nekdaj me je zanimala smrt. Res v ranih letih, ko sem bila še v osnovni šoli.
v srednji šoli sem se res dostikrat spraševala, kdo sem, kaj hočem, kam grem, od kje in tako naprej. Srečala dosti zgodaj tudi z njo. Oče je umrl, ko sem bila stara 18 let. Bilo je še kar nekaj smrti. Na začetku sem smrt tako zelo jezno spremljala, krčevito na nek način upirala in veliko jeze je bilo v meni. Zdaj pa vem, da je to sestavni del življenja in premalo se o tem pogovarjamo. In seveda v domu za ostarele, mogoče da jih tudi na nek način takole pozabimo, potisnemo, premalo seveda obiskujemo. Tudi mogoče zato, ker se ljudje nočijo srečevati s tem, pogledati, ker se zavedajo svoje minljivosti mogoče in če česa tako ne vidiš, je vsaj nekaj časa si misliš, da tega ni. Tega ni, ja. Bom rekla, na drugi strani tehle domov, v teh domovih pa seveda lahko prinašamo ogromno enega veselja, energije, že en sam dotik, pogled, beseda, predvsem pa to, da si res vzameš čas, torej da te nič ne preganja. Ker to pa mislim, da res tako ločijo. No in prepevali smo tudi v domovih s mojo prijateljico Suzano, tako da sva imeli torej prepevanje, izbor pesmi in še mičken recitala. In spomnim se, da ko sva pač prepevali v domu tukaj, v Trnovem, ne ta novem, ampak Kolezija, je potem na koncu prišla se zahvaliti, mislim, da je bila predsednica tega doma, in imela je solze v očeh in se je zahvalila in je rekla, veste, mi imamo zelo veliko tukaj obiskov in dejavnosti, ampak nihče se tukaj ne ustavi. Z mislijo in srcem so drugje. Samo bežno. Ja, vi ste pa, vi dve sta bili pa tukaj res celi z nami. Precej pereče je v družbi zdaj vprašanje, ki se ga ob tej temi skoraj da morava dotakniti, in to je vprašanje samomora s pomočjo. Kaj se vam zdi, da bi ljudje spoznali, če bi spremljali nekoga na takšen način, kot spremljate vi? Ja, lih včeraj mi je prijateljica povedala za samomor 53-letne ženske in je tudi sva se okrog tega. Torej, od nekdaj sem razmišljala o tem iz seveda večjih vidikov. Prvič je verjetno to trenutek, ko mogoče bi se lahko tudi izognili breznu, če bi imeli koga takrat seveda ob sebi. Drugič si mislim, da je to, moraš imeti kar kaj poguma, da tudi to narediš. Tretjič pa si res, torej življenje samo me je nekje pripeljalo zdaj do tega, da sem hvaležna seveda za življenje, tako očetu in mami, vsem, ki so mi pomagali in mi še pomagajo pri tem mojem razvoju, in je dragoceno seveda. Zdaj, jaz bi tako rekla, jaz spoštujem svobodno voljo, spoštujem. Vem pa in mogoče tole, kar pa vidim, da bi lahko bilo tudi sporno, ker pač vem, da ko pridemo v leta, je lahko, bom rekla, zelo veliko vplivov oziroma se lahko zgodijo stvari tudi zaradi nekih, dobičkonosnih zadev. Ali pa vplivov okolja. Ali pa vplivov okolja, kakorkoli. Drugače pa jaz spoštujem svobodno voljo, torej tudi, kar se tiče odločitve o življenju. Moram pa reči, da ga spoštujem, je dragoceno in ni lahko vprašanje. Smo na zelo spolzkih tleh. Sploh v tem svetu, v katerem smo zdaj. Tako je, ga spremljate, kaj se dogaja, kako gledate na oči, imate upanje, neko pot, kamor se bo zapeljalo. Vedno verjamem v tisto dobro. In to dobro ima vsak človek v sebi. Vsak od nas ima, bom rekla, svetlo in temno plat. Pomembno je, kaj se odločimo, da bomo živeli.
In recimo meni kot učitelju, pa tudi sicer recimo, ne, izven teh prostorov, vedno res probam delovati na tem, da vidim to dobro plat. In tukaj je verjetno neko upanje tudi za naprej, ampak spet začenjamo pri vzgoji, a ne? To je tak začaran krog, to pomeni. Kaj pa opažate pri teh generacijah, ki jih učite? Ja, da so veliko bolj seveda navezani na vse tehnološke pripomočke, a ne? Je to problem, predstavlja problem pri učenju oziroma tudi pri testih, ne nazadnje? No, jaz sicer moram reči, da pri mojih urah, ne, mi smo dogovorjeni, če vidim, da se nekdo preveč, a ne, lahko zgubi, smo zmenjeni, pač pristane na moji mizi, jaz tudi vračam nazaj, ni da bi, ne vem, zasegala. Tako da dostikrat se kar zgodi, da ga tudi pozabijo pol vzeti, a ne. Ja, mislim pa, da je to problem tudi v tem, da manj komunicirajo potem drug z drugim, a ne. Veliko je manipulacije seveda tudi, ne, če nimaš, torej, če tega ne prepoznavaš, a ne, te lahko odpelje. Marskam. En zdrav razum je še vseeno potreben pri tem. Absolutno. Dobro, morda bi se vrnila še, da zaključiva poglavje vašega spremljanja umirajočih, morda kakšna misel o tem, kaj vam je dalo to delo? Jaz se res živo in tudi vem, da je tudi tlele prisotna Flora, svojo energijo. Kdo je Flora? Flora je bila ta gospa, ki sem jo spremljala. To je bilo moje prvo tako uradno spremljanje preko hospica. In na koncu so rekli, da je bilo to radostno umiranje. Mislim, da je 4 leta trajalo, kar pomeni, da je bila prekinitev s strani hospica in potem ponovno, torej šlo je za rakavo obolenje. Verjetno Flora kot taka ni sprejela še, ne, tega svojega odhajanja. In se pravim, ko sva se mi dve srečali, je bilo res vsega veliko, ne, tudi neke. Tako da je bilo že med vrsticami povedano, da je bolje, da ne prihajam več za strani hospica. Potem me je pa poklicala nečakinja njena in prosila, če bi lahko spet prišla, in sem pač seveda povedala, da to je odločitev, ne, Florina. No, potem je res prišlo spet do srečanja. Malo je šla v bolnico, tam je pa res vse obstalo. Torej vem, da sem šla k njej po pouku, tudi ob 10 so me že potem noter spuščali, bila sem vsak dan. Ampak jaz sem prišla, mene je energetsko napolnilo to najino srečanje, njo pa tudi. Tako da meni je na koncu rekla, v bistvu je ona tista, ki me je prosila, da izdam pesniško zbirko, da zapišem pač o tem najinem srečevanju. In vem, da mi je rekla, da zahvalila se je, tudi jaz njej sem se zahvalila, in je rekla, da gre v življenje, ne v smrt. Pa mislite, da je odšla v življenje? Torej, ko je umrla, tisti dan sem bila jaz na popravljanju mature, kot zunanja ocenjevalka na Štajerskem. In ko sem dobila klic nečakinje, sem točno vedela, da je to. Torej sem jo v petek videla zadnjič, s Suzano sva prišli s kitaro, prepevali, tako da je res cela soba žarela. In ko sem to zvedela, jaz sem samo vedela, da Flora še vedno je. Njena energija je in tudi, kakorkoli se to sliši, ampak ja, jaz sem povezana z energijo moje mame. In mi na nek način pomaga, mene ne obremenjuje, ne, tudi da bi enostavno vem. Čutite tako? Ja, in mi je, bom rekla, lepo in mogoče tudi lažje. Po tem vašem opisu se mi zdi, da je res z drugačnimi očmi lahko gledamo na te teme, ki so pravzaprav težke in se jih človek malce otepa. Ja. Naš gost. Pogovarjamo se s profesorico biologije na gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani, Mihaelo Terkov, ki se včasih zateče tudi
k poeziji in predvsem aktivno preživlja svoj prosti čas. Kaj bi najprej raje izpostavili, vašo poezijo, pisanje ali vaš prosti čas, ki vam ostane po učenju oziroma po šoli, a ne, v razredu, ko vi učite in potem popoldne, ko sprejemate v svojem prostem času znanje od drugih? Pa greva k prostemu času. Odlično. Kaj še vse poleg poezije? Ja, res veliko stvari počnem, tako da mogoče na šoli imamo vokalno skupino Glasbica, kjer prepevamo pač sodelavke oziroma članice, ki so kakorkoli drugače povezane s šolo, bodisi da so se že upokojile, bodisi da so kako drugače bile v navezi. In je pravzaprav več pomensko to ime vaše skupine. Seveda, ja, Glasbica, a ne, in seveda Glasbica, ja. Pomanjšana glasba. Tako je. Kar pomeni enkrat tedensko, 2 uri. Kar veliko je bilo zdaj v zadnjem koncertov, torej tudi tukaj smo bile prvič na reviji, ki se je odvijala v teh prostorih. Eno nadstropje višje. Ja, eno nadstropje višje, seveda. Pa v Pivki smo bile, torej v mojem rojstnem kraju, tudi nedolgo nazaj, vabljene. Torej moja otroška prijateljica Irena. Dolgo se nisva videli in evo, to je bila spet prilika tako ponovne naveze. Ampak potem vidiš, a ne, tudi če se ne vidiš, ko imaš enkrat v srcu, a ne? Človeka in je kada spet, ne, kada ne bi bilo tega časa vmes, a ne. Potem plešem. Ja, kateri ples? Zdaj plešem swing. V bistvu swingom sem začela že kar dolg nazaj prvič. Potem sem pa nehala. In potem sem vmes, ne vem, ko sem šla na Kubo, sem se na Kubi učila kubanske salse z njihovimi učitelji prav, tako da to je bilo tudi zelo zanimivo. No, in potem sem šla nazaj k swingu. Tako da swing mi je zato, ker je en tak vesel ples. Je zanimivo tudi, vsak ples ima en določen, mogoče tip ljudi z nekim določenim značajem. In tukaj moram reči, da tudi kar se starosti tiče, mladi, pa malo manj mladi, pa starejši. In tako en tak lep odnos je, tudi res, da je dosti gibčen, moraš biti na nek način še vedno kondicijsko, a ne? V redu, angleški jezik se učite? Učim, ja, jaz ga nisem imela v osnovni šoli in v gimnaziji, kar pomeni, da sem potem spet, ne, tako s tečaji in mi je pa na nek način zelo blizu. Tudi se mi zdi, da je kamorkoli grem, a ne, je to zdaj jezik, ki ga praktično uporabljam, a ne. Potem seveda vsak teden grem v Koper, a ne, skrbim za mojo teto Mimi, kar pomeni, da grem vsak teden tudi v dom in preživim z njo sigurno enih 5 ur. In seveda tukaj so potem še vsi ostali, moram reči, da smo že kar ena taka razširjena družina, tudi z, bom rekla, osebjem. Sem vesela, ker smo res naredili en tak, lažje jih razumem, mogoče bolj, kot sem jih prej razumela. Vem, da jih je premalo, vem, da tudi, ko si spet v stiku s smrtjo, je mogoče tudi en obrambni način, da se mičkan zapreš, a ne, to se pravi, da nisi več toliko mogoče, ne. Čustveno prisoten. Ja, ker seveda boli, ne, vse te stvari bolijo. In postelja se sprazni in se ponovno, ne, pojavi novi človek, a ne. In cikel se ponovi. Ja, ni lahko. Sploh bom rekla, ne, negovalci, to je premalo časa, ne, da bi lahko več kot nahranili in res sam za te osnovne stvari poskrbeli. Torej, Koper, Ljubljana, še povsod vmes? Ja, pa še potovanja seveda, ne. Aha, to je tudi vaša strast, ali kako? No, rada grem, nisem spet, ne, da bom kar skočila iz enega v drugo potovanje, ker imam rada potem tudi tisti čas, da vse skupaj malo pospravim.
pa poglobim, ne, in tako naprej. Tako da všeč so mi sploh potovanja, ki jih imam s prijateljicami, kolesarkami. To je en tak jubilej, mislim, da smo začeli leta 2003. Smo bili prvič na Korziki. 14 dni, torej kolesa na letalo, a ne, v pakete, in potem potepanje. In to res, ko se prepustiš, nič kakšnih groznih načrtov, ampak tam, kamor te potem ustavi. In to so lahko tudi s biciklom, muzeji, katedrale, ko greš pogledat, a ne. Potem ste vi pravi za naše kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Lahko se nam letos pridružite. Jaz imam rada samoto, tudi moram povedati, a ne. Ljuba mi je, res ljuba, ker takrat lahko grem sprit do svojega vira, da grem lahko zopet ven, a ne, do ljudi in da lahko kaj dam, torej zopet sonce in pomoč. Vedno, ko se odpravljam, imam raje, bom rekla, manjše skupine, ampak ja, evo, mogoče pa tudi. Sem pa drugače prekolesarila tudi s tema dvema mojima, Katro in Matejo. Smo prekolesarile od Pamplone pa dol do Santiaga. Koliko kilometrov? Ja, takrat smo pa naredili enih, po mojem, 600 ali pa še kaj več kilometrov. Torej romarska pot. Romarska pot. In takrat sem jaz opazila pa romarje, torej z nahrbtniki. In moram reči, da so mi ostali nekje tako zataknjeni. Aha. Kaj se bo razvilo iz tega? Ja, ker se mi je zdelo, da je to težje kot kolesart. In potem smo se res podali, bila sem tista, ki je predlagala, in sem šla še z dvema prijateljema, z Zoranom in Ireno. Smo hodili 300 kilometrov pa portugalskega kamina. Od Porta pa spet dol do Santiaga v Španiji. No, to je pa ja, posebna radost, bom rekla. Ja. Ja, zato ker, to se pravi, koraki so spet malo drugačne, kot vrtljaji kolesa. To pomeni, lahko pa vonjam, opazujem še na drug način. Tako da to mi je bilo nepozabno in bom ponovila. Je že v načrtu torej? Ja, rada hodim, ampak tako, ne, na tak način potepanje bogati človeka, ja. To se pravi, spoznavaš kulturo, spoznavaš ljudi, pa tudi samega sebe. Absolutno. Ja, in na pot ti prihajajo, ne, prav, mislim, da res take, mogoče strahovi, ki si jih imel, da se z njimi ponovno srečaš, ne. Tako da recimo meni je na tej peš poti, jaz sem mogoče ubrala včasih malo hitrejši tempo in potem sem šla malo naprej in potem smo se zopet dobili. No in en segment take hoje sem zagledala čistko na vrh ene vzpetinice ogromnega psa. Jaz sem imela blazno rada pse, ampak potem sem bila 10 let stara, ugrizno, mislim, če ne bi padla, tako če ne bi zgubila zavesti, vprašanje, kaj bi bilo z mano, ker spustil me je, torej zadnji ugriz je bil tlele pred vratom. No in od takrat je prišel en strah. In pa sem se ga, malo osvobodila, ko sem začela kolesart, ker seveda se srečuješ, a ne, in za tabo tudi gredo in tako naprej. No, ampak tukaj sem bila pa sama. In res nisem vedela, kaj bom naredila. V enem hipu, ko sva bila dosti takole blizu, sem obstala, ni bilo videti, da bi se hotel umakniti. Tudi, ne, to je bil tistile neprijazen pozdrav, torej zobje, rep, torej nakazoval je neko dominantnost in da se bova pač mogla na en poseben način zmeniti. In sem že, ko sem se sklonila, pograbila en kamen. In potem v enem hipu sem začela peti. Mislim, da sem pela Zlato rožo in ko sem začela peti, je ta koža rep povesil, se obrnil in je šel. Ampak res, tako da, evo, očitno mu je bilo
zadost, ne? Pač Ja. povedala sem mu, da bi šla rada Naprej, mirno. Mirno, ja, brez in to je bilo to. Zanimivo. No, ko smo že pri petju, vi ste peli tudi pri Perpetuum Jazzile, pri zasedbi nekaj časa. Kako je s to zgodbo? Ne, jaz sem pela v bistvu pri Gaudeamusu. Marko Tiran je takrat bil zborovodja. Je pa res, da je Marko Tiran bil tudi prvi, kjer so prepevali, bom rekla, člani Perpetuum Jazzila. Kateri glas ste? Ja, tudi to je en smeh. Tudi to bom mogla še malo razčistiti. Pela sem drugi alt vedno. Včasih še celo tenor pomagala. Ker mi je bilo, to je tako, nič kaj ti ni treba prav, ki dosti se materat, bolj v easy. No, potem, ko sem šla pa k solo petju 1 leto, takrat sem še pela pri Gaudeamusu. No, in je bil pa štos, da je pa napisala, da moje glasilke so kratke, sopranske. A res? Ja, res. To pomeni, da sigurno ne izrabljam vsega, kar mi je seveda Potenciala. dala mati narava. Ja. Smo pa res potem, mislim, da je bila 30. obletnica delovanja Perpetuum Jazzila, so pa povabili vse te pevce, ki so bili torej na tej poti in smo skupaj, mislim, da je bilo to leta 2013, prepevali v dvorani v Stožicah. Mislim, da je bila ena 10 000 glava množica pod nami. Ja. Kako je stati na takšnem odru? Ja, bilo je, rekla, eno posebno seveda doživetje. Tudi 2 meseca smo se pripravljali, tu nismo kar gor stopili, tako da je bila pač zadeva malo organizirana, ja, in pa smo eno pesem skupaj zapeli, Maškenada je bila to, ja. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Aktivno preživljate svoje dneve pa poldneve, bi rekli, da je to, sicer ste že omenili, da črpate naboj tudi iz sebe, ampak morda, ker ste profesorica v stalnem stiku z mladimi, da so tudi oni ena vaša taka pogonska sila. Vedno. Verjetno tudi tale mladost, ki jo čutim, jaz se tlele noter še vedno počutim stara 18 let. Torej jaz grem lahko z njimi v vsak pogovor. Tudi kot učiteljica biologije se lahko dotikam res veliko življenjskih tem, ki vem, da jih bodo potrebovali. Tako da pogovarjamo se o spolnosti, o ljubljenju, o porodu. In zanimivo je, da zaupajo mi. Tako da jaz sem, recimo... Kako pa vzpostavljate to zaupanje, ta stik? Mislim, da čutijo, da sem sproščena. In še tisti, ki so mogoče na začetku, ampak to so bolj prvi letniki, v glavnem, grem v to tematiko, ki imamo biologijo človeka, tako poglobljeno v 3. letniku in tukaj ni nobenega problema. To so poslušalci, to so spraševalci. In seveda me z vprašanji, ki mi jih postavljajo, ja, vedno me, tudi jaz povem, jaz nisem, torej, če bi bila jaz leksikon, enciklopedija bi bila verjetno kje drugje tudi, tako da ja, odgovore tudi velikokrat iščem potem še v tišini domačega doma ali na kakšnem sprehodu ali v knjigah ali v pogovoru, tudi z pač mojimi kolegi, tako da ja, Vas spodbujajo k raziskovanju, absolutno. K nadgrajevanju same sebe. Ja, sigurno. Torej prvo, kar mislim, da je zelo pomembno v razredu, je, da učitelju ni dolg čas. In da mi ni dolg čas, pomeni, da moram sama. Vsaka ura je na nek način drugačna, kreativa, kar nekaj tukaj se v bistvu sproži. Tako da jaz sem režiser. Se spomnim, jaz sem bila tudi vaša dijakinja in se spomnim, da ste marsikatero uro ob različnih kulturnih praznikih državnih popestrili z recitiranjem, tudi zapeli ste nam od Frana Miličinskega, soba številka 203. Ja. Ja,
Zanimivo je to povezovanje tako stvarnega, kot je biologija in nekega dokazovanja s tem, z umetnostjo pravzaprav. To je velika umetnost to dvoje povezati. Ja, se pravi, če spet nazaj pogledam, jaz sem imela kar nekaj opcij, kaj bi vse šla recimo študirati. Vedela sem sam, česa ne bi šla. Bilo je par takih zadev, ki vem, da ne bi šla. Česa ne bi? Ne bi šla ekonomije, ne bi šla. Torej, sigurno sem bila bolj seveda naravoslovka. Vem, da sem celo razmišljala tudi o AGRFT. Ja, je pa to zanimivo, da ko sem končala osnovno šolo, sem hotela iti na pedagoško gimnazijo v Ljubljano. Ampak ja, seveda čist prav je moj oče takrat ugotovil, da za te pedagoške odločitve bo čas po gimnaziji, da bomo šli pa v gimnazijo seveda kar v Postojno, da bom bližje domu. Ja, bila je absolutno pravilna odločitev. No, pa sem pozabila jaz na to pedagoško radost, kakorkoli, ne vem, jaz sem pol vpisala raziskovalno biologijo, ampak evo, potem sem se tako na hitro, res na hitro znašla v službi. V bistvu sem bila potem še 1 leto na stomatologiji. Kaj ste tam počeli? Ja, šla sem še naprej študirati, ko sem končala biologijo, potem sem zanosila, pa to je bila bolj obljuba očetu, no, mislim, da sem to pač čistko rekla, da bom prestopila. Oče je bil zobozdravnik, sestra je šla po njegovih poteh. Mene res ni medicina, no, bi bilo absolutno tisto področje zame. Karkoli, no, bi lahko res to bilo. Znašla sem se potem na biologiji, potem sem zanosila, kot sva že rekli, in ker smo takrat doma, malo prišli na bojno nogo in jaz sem bila pa res, vedno sem imela življenje v svojih rokah in sem se potem res na hitro odločila in vem, da prejšnje leto, ko so moje pač sošolke iskale službe, je bilo zelo, zelo slabo. No, jaz sem pa v tem letu imela 3 variante. In potem sem zbrala tole, ja. In tukaj sem še zdaj in bom tudi tukaj končala, ja. Očitno je bila pravilna odločitev. Ja, vedno so, konec koncev vedno rečemo, da so, pridemo nekako tja, kamor je bil namen temu. Morda učiteljski poklic ni eden najlažjih, vseeno vzgajate generacije, nove generacije, ki bodo nekoč skrbele za nas in za to, kam bodo usmerili svet. Kaj bi si želeli, da dijaki odnesejo od vaših ur tako za življenje, poleg znanja biologije? Torej, šola ne bi bila tudi šola za življenje. Ja? Tega je sigurno premalo. Tudi se mi zdi, da vsi hlastamo, tudi verjetno z mano vred, bi želeli na svojem področju dati maksimalno. Res jih lahko velikokrat razumem in če bi bila jaz ponovno dijakinja, tudi ne vem, če bi jaz 7 ur lahko takole sedela in poslušala, sploh če mi ne bi bile stvari zanimive. Mogoče tudi, vsega preveč. Preveč vsega in premalo tega živega. Prenasičeno z nekimi neuporabnimi stvarmi. Ja. Mogoče več res tega kontakta, ampak se mi zdi, da gremo mogoče še bolj stran, od tega. Spomnim se teh covidnih časov, to je bilo zame zelo težko obdobje. To se pravi preko ekrana slediti dijakom. Torej, tako ne bi mogla učiti, sigurno ne. Mihaela Terkov, omenili sva že to vašo strast tudi do umetnosti, do poezije. Izdali ste tudi svojo lastno pesniško zbirko. Kako je prišlo do nje? Kdaj? Zakaj? Mislim, da sem začela, torej jaz sem pisala že v osnovni šoli, pisala sem dnevnik. In tu sem imela potem, v srednji šoli celo svojo pisavo. Kar pomeni, da še zdaj, če hočem vedeti, torej, kater znak predstavlja določeno črko. Čakajte, vi ste si izmislili svojo pisavo. Torej, tisle, kar sem želela
da ostane res samo zame, to se pravi, ne vem, če bi mama ali kdorkoli prišel do tega dnevnika, ne bi mogel seveda tega prebrati. Ker še jaz, če zdaj recimo, vsake toliko časa, vsakih toliko let mogoče, ko spet kaj vzamem, moram pomisliti, Torej imam eno daljšo besedo, kjer imam tiste ključne zajete, da lahko potem začnem prebirati, kombinirati, torej da odprem, da dešifriram, rabim čas. Torej vedno, sem rada tudi na ta način. Torej najprej sem tako pisala, Tem pa so se začeli tako, verzi, ki praktično niti niso bili. In v glavnem sem res pisala, začela sem kot študentka, torej po očetovi smrti, moram reči, da mi je bilo 2 leti res, jaz sem se zgubljala na nek način, kjerkoli sem bila v bistvu sama. Takrat se je začelo tudi, Ste našli uteho v tem? Ja, seveda, jaz vedno rečem, zame je verjetno bila tale moja izpovedna poezija, namesto, da bi se izpovedala komu drugemu, sem to seveda položila predse, ponotranjila in na nek način, sem bila lažja, In ste se očiščevali na ta način? Tako je. Jaz pravim, dovira, da spet prideš ven. To je dobro, da lahko podarite svetu svoje razmišljanja in čutenja, to je blagoslov. Upam, torej, ko vidim, da lahko s tem pomagam tudi komu, da sebe vidi ali da vidi, da se da čez vse prita, da je konec koncev, blagoslov v tem stilu, da smo osebnostno zrasli tudi, Potem so seveda vsa ta brezna, in pol vrhovi, spet, ko jih ugledamo, si jih lahko vesel. Torej je bila ta vaša pesniška zbirka en tak sprehod, oziroma ste jo gradili kar od ranih let pravzaprav. Pa niti nisem mislila, da bom jaz kaj izdala. Ampak se je zgodilo. To je bilo čist meni in samo moje. Potem je bilo pa prvič, mislim, da ko sem imela 40 let. In je bilo že krno lepo izoblikovano in takrat je bilo že tudi kar rečeno, da bo to prišlo na plan. Na kar sem spet vse pustila, ker se nisem ta pravega smisla tudi tukaj še videla takrat. Potem pa, ko sem se s Floro spoznala in vem, da sem tudi njej eno pesem namenila in ko sem jo prebrala, je bila res, Flora je v bistvu rekla mi, dej prosim, izdajte tvoje pesmi in tudi pač tale najine dialoge, torej te najine pogovore, čeprav sva največkrat v tišini. Si povedali vse? Ja, vse. So pa bili, tudi, sploh potem, ko je šla gor, pa je spet malo nazaj, prišla pa je kakšno sporočilo mi prinesla, Tako da mislim, da je pa bilo res, to se je pol po njeni smrti, 2009 je potem ta pesniška zbirka ugledala, In če sem prav videla, ste jo prinesli tudi s sabo, morda kakšen vers, ki vam je še posebej ljub? Naslov pesniške zbirke je In kako diši ljubezen. Mislim, da je v teh verzih zajeto vse, kar se prepleta, in tudi na nek način to, kar sem ven potegnila. Gre pa tako. In kako diši ljubezen, kot iz maminega lonca. Kot rosna vrtnica do konca in še potem. Kot slana koža, ki trepeta v objemu sape, ki jo boža. Kot zvezdni prah, ki ubija vsako misel, vsak korak. Zdaj vem, diši povsod, tukaj,
v naju in v meni, kljub bolečini. Poslušate oddajo Naš gost, spoštovani poslušalci, gostimo Mihaelo Terkov. Mihaela, povedali ste, da ste tudi zanosili, če sem prav ujela, še v času študija oziroma ob koncu, kar niti ni bistvenega pomena, ampak me zanima, ste potem po rojstvu hčerke, če se ne motim, kako drugače doživljali svet oziroma vse svoje aktivnosti, kako ste potem prilagajali vaše potrebe po biti na vseh koncih in krajih in potem se pa najbrž stvari spremenijo? Torej, jaz sem končala študij, jaz sem potem zanosila, ker sem šla še naprej. Prvo, ker sem res zelo hvaležna Ani, je bilo to najino prvo srečanje ob prihodu, seveda, iz porodnega kanala. Torej, to je bilo eno tako posebno doživetje in vem, da me je tukaj Ana na nek način tudi vodila. Tako da jaz sem rojevala praktično sama, jaz sem samo z roko pokazala, da bi prosila, če me pustijo. Brez masko oksidula so mi hoteli dati in tako naprej. In jaz sem Ano videla v porodni kanal. In surfala sem na popadkih. To povem tudi dijakom, ker z porodom vedno povezujemo bolečino. Zdaj mi pa se lahko dvignemo tudi nad bolečino. No, in meni je to očitno uspelo z dihanjem. Tukaj mi je res malo pomagalo solo petje tudi, kar pomeni, jaz sem res vonjala vrtnico, zelo globoko potegnila dol do trtice. In v enem trenutku se je potem zgodilo, kakor sem najprej pri prvih popadkih se znašla s prevrnjenim čovnom, v razburkanem morju. Sem potem kar naenkrat, bom rekla, bila, na gladini, to se pravi, dobesedno sem surfala, deskala. In kaj vas je potem to malo bitjece naučilo? Kaj vam je dalo, kar vam nihče drug ni mogel? Še zdaj mi dve sva z Ano sva tako, bom rekla, kar ima ona, nimam jaz in obratno, ne da nimam, ampak to, kar se pogovarjamo, da vsak od nas je na določenem področju, torej že prinesel malo sabo, kakorkoli, in se na drugem področju seveda učimo. Tako da mi dve sva ne samo z letnico, jaz sem 58, moja Ana je zrcalna 85. Tako da med nama se velikokrat iskri in bliska in mi dve se tudi recimo sva zelo direktni, si tudi poveva, pa mogoče v tistem hipu ne slišva tega radi, ampak vedno znava reči, recimo, oprosti, če veva, da sva zdrselni mogoče, in mislim, da bo to ostalo, torej res zelo sva povezani, Tako da ni treba, tudi če se zgodi kakšna zadeva od zelo daleč, Ana uči v Škofji Loki, je učiteljica baleta, jaz vem, da sem v enem hipu jo poklicala, prijela telefon, ker mi je šla, torej v misel mi je prišla, ampak drugače, kot običajno. Ja. In v tistem hipu, ko sem telefon, imela je tudi Ana že klicala, kar pomeni, da sva bile, mislim, ko sem jaz rekla halo, je ona že tudi rekla, mami, imela sem nesrečo. Ni bilo nič hujšega, imela je res srečo. Ampak tako, torej zelo lahko zaznavava, Povezanost. Ja, to mislim, da je res že iz tistih prvih trenutkov skupnih. Ja. Rekli ste, da rečete tudi besedo oprosti. Bi se vam zdel svet lepši, če bi šla večjim ljudem lažje z jezika? Seveda. In oprosti, in hvala, in dobro namerno. Z iskrenim namenom. Ja, absolutno. Ja. In seveda si želim in tudi mislim si, da more verjetno, če hoče svet
preživeti, glede na to, pač da planet ima svojo kapaciteto, a ne? In glede na vse to, seveda, na vse apetite, a ne? Ki lahko hitro pripeljajo, a ne? Tja, kamor že za nobenega ni več v redu. Torej ozaveščati, ne? Delati na tem, predvsem pa se zavedati, ja. Torej, če bi se zavedali verjetno svoje minljivosti, potem marsikatera zadeva odpade. Je nepomembna. Nepomembna, oziroma lahko začutimo, ne? Tudi sočloveka, ni problem dati, prejeti. Verjetno bo tale moj del, ko bom končala, torej s tem mojim delom v tem uradnem delu šolskih klopi, bo verjetno povezan, ja, tudi z delom, ja, na ta način, ne. Mihaela Terkov, midve bi se lahko še pogovarjali in z veseljem bi se, ampak mislim, da so vas poslušalci v tej dobri uri dobro spoznali in začutili vaš utrip in se vam v tem trenutku najlepše zahvaljujem za sodelovanje in da ste se odzvali povabilu. Mi vam želimo, da bi vas življenje še naprej napolnjevalo in učilo in da se ta proces še dolgo ne bi zaključil, proces učenja, in da vas vaša doživetja še naprej izpolnjujejo in dopolnjujejo. Poleg tega pa še obilo ustvarjalnega navdiha na še kakšno pesniško zbirko. Hvala. Naš gost. Dragi poslušalci, z gostjo Mihaelo Terkov sem se pogovarjala Maja Morela. Hvala za pozornost in vse dobro.